Škotsko višinsko govedo, kot že pove ime, gojijo v zadnjih 200 letih na škotskem višavju. V zadnjih letih tudi na drugih območjih v Evropi in tudi že pri nas v Sloveniji. Eden prvih rejcev, ki se je lotil takšnega načina reje pri nas, je tudi gospod Petek. Gospod Petek, kaj vas je pravzaprav napeljalo na to, da ste začeli gojiti to govedo? Ja, v glavnem praktičen pristop reje, se pravi, da odpade. Pravzaprav se tukaj vrnemo nazaj k tistemu prvobitnemu načinu prehranjevanja govedi. Namreč ni potrebno kositi živali in voziti v jasli, ni potrebno seveda nastiljati, kidati, se pravi čistiti gnoj, tudi ga ni treba potem razvažati in trositi. Odpade ogromno dela in je to v bistvu ena praktična reja v tem smislu, da tudi ne potrebujemo dragih hlevov, da je to, bi rekel, tako čist poenostavljeno in izkoriščanje travinja na najbolj pocen način. Je pa to lahko za, bi rekel, tudi za kmetije, kjer recimo kmetovalec ne utegne se toliko ukvarjati, z delom, z živalmi. Tukaj tudi ni molženja, to so krave dojilje. In tudi večino tistih stroškov, ki se nanašajo na veterinarja, živali so tukaj namreč bolj zdrave in ne rabiš veterinarskih uslug v tem smislu. Potem tudi odpade problem osemenjevanja, ne. To opravlja bik, ki je stalno prisoten. Tako da se reja običajno zelo, bi rekel, stroškovno zmanjša. V bistvu gre lahko tudi za najbrž ekstenzivno rejo. Ja, tukaj gre seveda povsem za ekstenzivno rejo, zlasti če je to tudi hkrati ekološka kmetija, kot je to primer pri nas, ne. Mi živalim ne dodajamo nobenih koncentratov, nobenih močnih krmil, tudi sicer zrnatih hranil ne dodajamo, ker zadovoljuje za to, bi rekel, rejo, zadovoljuje to paša in pozimi seveda seno, ki ga pridobimo z čistilno košnjo. Poleti je potrebno narediti en čistilni odkos in potem se to seno pospravi in spravi za zimo, ne. Kakšne so vaše konkretne izkušnje s to rejo? Pravite, da v zadnjih letih gojite to. Ja, izkušnje imamo zelo dobre. Zelo sem vesel, da sem šel v takšen način reje. Odpade ogromno dela, živali so prijazne, ljubke in je z njimi, bi rekel, enostavno delati. Meso je tudi malo drugačno kot sicer pri drugih govejih živalih, ne? Ja, tudi meso je posebne kvalitete. Meso ima bistveno manj teh nasičenih maščob, medplastnih maščob praktično ni. Bi rekel, meso ima tudi, kvaliteta tega mesa zagotavlja bistveno znižano stopnjo teh holesterolnih učinkov, ki povzročajo holesterol, in po kvaliteti je nekaj izjemnega in presega ostale vrste tovrstnega mesa. Torej tele zimske razmere gotovo tem živalim veliko bolj ustrezajo kot poletne. Ja, pravzaprav so pozimi nekako, zima jim ugaja, ne. Zima jim ugaja in so nekako navezane na takšne razmere, kot je zimsko obdobje. Poleti, bi rekel, so manj zadovoljne v tisti vročini in iščejo senco, ne. Zato je seveda zelo dobro, da je nekje v sklopu pašnjaka tudi zagotovljena senca v obliki gozda, grmičevja in podobno. Telijo lahko tudi v zimskih razmerah, pa vendarle me zanima, ali vi to kaj usmerjate, ta naravni tok, pomlajevanje? No, v zimi je seveda zadeva, kar se tiče telitve, povsem normalna, vendar je
vseeno priporočljivo, da rejec to pozimi malo bolj spremlja kot poleti, ker namreč v zelo hudi zimi, če bi se slučajno zgodilo, da bi naravna selekcija želela svoj davek, ne, bi ta bil v obliki tega, da bi pač tele prepozno vstalo in bi lahko utrpelo zmrzovanje in podobno, ne. To se pravi, ampak to je zelo redek primer. Ker žival sama spodbuja tele takoj po telitvi, da ga, če se takoj ne pobere, da ga začne premetavati z gobcom, dvigovati, celo vrže ga okrog, da se prevrne, da ga brihta, da ga spodbuja k temu, da gre čim prej sesati. Ker se pravi, tisto začetno mlezivo je pogoj, da ostane živo in da čim prej začne sesati in potem dobiva svojo lastno energijo, nakar začne tekati za kravo in se s tem giblje in tako. Potem je že izven nevarnosti, ne. Zima bi lahko vzela si kakšen davek, to je jasno, ne. Zato tukaj ni odveč, če človek potem pozimi le malo spremlja ob tistih najhujših dneh, ko je zelo mrzlo, ne. Tako da takrat je dobro, če malo pogledaš. Zanima me, kako to tehnologijo pravzaprav sledi stroka. Običajno se zgodi, da strokovnjaki malo bolj eksotične panoge pravzaprav ne sledijo. Ja, moram reči, te živali so v bistvu bolj nam prepuščene, ne. Strokovnjaki se pri nas še s to pasmo ne ukvarjajo. Se pravi, da posvečajo skrb bolj avtohtonim pasmam in nas smatrajo rejce s temi govedi bolj kot ljubiteljske rejce, ne. Čeprav tukaj, bi rekel, smo nekako, kar se tiče s strani države in tako naprej, izenačeni z ostalimi rejci, ne. In tukaj ni niti kakšnega zmanjševanja pravic ali pa kakšnega posebnega spodbujanja, tukaj smo nekako izenačeni.